Rebeka Rudolf je bila rojena 1969 v Slovenj Gradcu. Po uspešno zaključeni diplomi na univerzitetnem študiju Fakultete za strojništvo je nadaljevala z magistrskimi in doktorskim študijem v okviru programa Mladi raziskovalci, ki ga je zaključila z zagovorom doktorske dizertacije, za katero je dobila znanstveno nagrado Pomurja 2002 za najboljše doktorsko delo. Od leta 1993 je zaposlena na Univerzi v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Inštitut za tehnologijo materialov. V letu 2002 je bil dodeljen naziv višja raziskovalka, naslednje leto pa asistent z doktoratom. Leta 2006 se je dopolnilno zaposlila v Zlatarni Celje, kjer je še danes vodja razvoja in vodja raziskovalne skupine Zlatarna Celje s šifro 1716. Leta 2012 so ji na Univerzi v Mariboru podelili naziv višjega znanstvenega sodelavca ter naziv docentke. Leta 2017 je bila izvoljena v znanstveno svetnico in v izredno profesorico na Univerzi v Mariboru. Imenovana deluje na področju tehniških ved in sicer prvenstveno na proizvodnih tehnologijah in sistemih, kjer se ukvarja z izdelavo naprednih materialov, nanotehnologijo, visokotemperaturno oksidacijo, reakcijami v materialu v trdnem stanju, procesiranjem tehnologij ter razvojem novih biomaterialov. Pomurska akademkinja doktorica Rebeka Rudolf je fejst aktivna članica Pomurske akademije. Ne samo, kaj je stalna članica konference Pomurske akademije, je tudi sikdar se rada odzove na kakšnokoli pobudo in ne samo to, tudi sama je dosta stvari pripeljala v Pomursko akademijo. Je ena tistih, ki je pridobila tudi projekt, pri katerem je Pomurska akademija sodelovala in bila povezana z Agencijo za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in s tem smo se seveda zapisali tudi na znanstveno-raziskovalni zemljevid Slovenije. Je pa strojnica, ki ima res dobre ideje in ne samo ideje, jih tudi spravi v realizacijo. In njeno sodelovanje z gospodarstvom je sikdar fejst produktivno. Fejst smo dosta že lejko tudi čuli o njenom delovanju, sodelovanju na področju zlata, no zdaj pa imamo njez priliko zvedeti nekaj novega, nekaj čisto takšnega, kar se nas dostakrat direkt ne tiče, ki marsikere dobrine v našem življenju ne bi imeli brez velikih nožev. Malo se mogoče za začetek nevarno je čulo, ki vseeno ne. To so takšni nože, ker nam v gospodarstvu, v toj panogi, seveda lejko ključno pripomorejo. In za voljo toga vabljeni, ka v Kiper poglednemo zanimivo predavanje Pomurske akademkinje doktorice Rebeke Rudolf, v katero nam pokaže eno resen, neposredno, direktno uporabo njenega raziskovalnega dela. V predavanju bodo predstavljena izhodišča in smernice poteka razvoja naprednega orodnega jekla za najzahtevnejše aplikacije v industriji nožev, ki se izvaja v podjetju Ravne System v povezavi z Univerzo v Mariboru. Razvoj je na eni strani povezan z identifikacijo ključnih lastnosti orodnega jekla, ki predstavljajo konkurenčno prednost v primerjavi z ostalimi konvencionalnimi jekli, in to so žilavost, trdota, trdnost in rezilna sposobnost. Po drugi strani pa razvoj predstavlja tudi vpeljavo ustrezne tehnologije izdelave in nakladne toplotne oziroma mehanske obdelave orodnega jekla, kar omogoča doseganje ključnih lastnosti izdelka nožev. V okviru predavanja bodo predstavili razvoj novega orodnega jekla, kjer želijo s kreiranjem kemijske sestave in izdelave oziroma termomehanske obdelave in toplotne obdelave nožev doseči bistveno boljše mehanske lastnosti, kot jih ima obstoječe jeklo oziroma industrijski noži. Ti noži z dolžino nekaj metrov se uporabljajo za furnirsko industrijo. Podjetje Ravne System je eno izmed vodilnih svetovnih podjetij na področju proizvodnje industrijskih nožev, kjer se odvija velika tekma za prevlado na trgu orodnih jekel. V letu 2017 je podjetje Ravne System prodalo okoli 400 ton industrijskih nožev in to ciljno za obdelavo lesa, od tega 200 ton za potrebe furnirske industrije. Novo orodno jeklo, ki je predmet razvoja, bo pokrivalo asortiment noži za mehek les in bo letno proizvodnjo industrijskih nožev povečalo za dodatnih 60 ton, tako da bi potem bila skupna količina izdelanih nožev cirka 460 ton letno.
general brez orodja, znanja ne more biti general. V tem kontekstu vam bom predstavila eno orodje, nož. Nož je že v zgodovini človeštva predstavljal tisto bojno orodje, ki je omogočalo osvajanje ozemelj, osvajanje drugih ljudi in tako dalje. In če je bilo pred tem vprašanje, kam lahko gremo mi? Gremo mi na svoje, lahko gremo, ker imamo znanje, ne samo na področju humanistike, sociologije, družboslovja, ampak tudi na področju izdelave materialov, na področju naravoslovja, tehnike in na ta način lahko udejanjimo koncept brez znata. Predstavila vam bom torej naslov in tematiko projekta Razvoj najnaprednejšega orodnega jekla za najzahtevnejše aplikacije za industrijo nožev. Ta razvoj poteka skupaj z slovensko industrijo jekla, ki je žal bila razprodana pred leti ruskemu lastniku. Ta ruski lastnik je pa kljub vsemu obdržal razvoj tega jekla v Sloveniji. Nekako lahko to pripišemo slovanski duši oziroma sorodnostni ideji, da razvoj pravzaprav v tako mali Sloveniji lahko poteka. Torej, če se obrnem na ta razvoj, bi želela na kratko povedati, slovenska industrija jekla je ena izmed najmočnejših branž v evropskem in globalnem svetovnem merilo. In sicer so slovenski jeklarji na področju nerjavnega jekla prvi na svetu, posedujejo stoletno znanje, v zadnjem času pa se to znanje tudi aplicira na nože. Če se sami obrnemo na področje nože in vas vprašam, kaj si predstavljate pod nož, verjetno boste pomislili na kuhinjski nož. Tisti nož, ki zareže v meso, ki zareže v zelenjavo ali ki lahko tudi ubode koga kot kaznivo dejanje. Danes vam bom pa predstavila eno drugo vrsto nožev, najzahtevnejšo izdelavo nožev. In sicer to so noži za aplikacije v različne druge namene. Govorimo pravzaprav o tistih nožih, ki režejo lesne izdelke, ki režejo druga jekla, noži, ki režejo plastiko, noži, ki režejo kovino ob prometni nesreči, ko se le-ta zmehča, noži, ki režejo beton in tako dalje. Prikaz takšnih nožev lahko vidite na tem slajdu, prosovnici. Na koncu koncev ti noži režejo tudi tekstilne materiale in ga je kot eden izmed večjih potrošnikov uporabljala v preteklosti tudi Mura. Noži za najbolj zahtevne aplikacije so dolgi po nekaj metrov. Danes mi bo v čast pokazati takšen produkt, nož, ki je bil zapisan v Guinnessovo knjigo rekordov in ga boste potem na koncu lahko ocenili, kaj to pomeni največji nož na svetu. V nožu imamo dve bistveni vsebini in sicer to je en material, ki nosi rezilno konico, to je tisti material, ki zareže v material, da ga odreže. To je ta rezilna površina. V našem projektu se fokusiramo prvenstveno za razrez lesa oziroma lesnega furnirja. Zakaj? Zato, ker je Slovenija bogata na lesu, Slovenija pravzaprav zanemarja lesarsko industrijo in v tem področju želimo narediti preboj. Da pa bi bila predstavitev bolj enostavna, bi prosila, da pokaže gospa, kako pravzaprav ta nož deluje v eni izmed takih naprav. To pomeni,
tukaj vidite, da pada hlodovina v področje naprave in ko se takšen hlod aksialno oziroma radialno umeri, na takšno konico, na ta obod hlodovine zareže nož v delu svoje ostrine. Prosim za nadaljevanje prikaza naslednjega filma. Z vidika krožnega gospodarstva in trajnostnega razvoja je pomembno, da iz takšne hlodovine naredimo čim več materijala, ki bo reciklažen, ki se ga bo dalo tudi uporabiti za druge namene, tako ti noži so sposobni iz enega hloda odrezati skoraj 40 metrov tankega furnirja. Gremo dalje. Kaj so zahtevane lastnosti takšnih nožev? Pomislite, to je pravzaprav material, ki mora biti trd od tistega materijala, ki ga režemo. To pomeni, da mora biti trd, da mora biti odporen, da mora biti žilav, da mora imeti odlične lastnosti za to, da lahko reže. Inženirji, ki se ukvarjate z materijali, tisti, ki pravzaprav ustvarjate nove produkte, veste, kaj je trdota, to je odpor materijala proti vtiskovanju tujega telesa. Ta trdota 43 HRC je zelo visoka. To je trdota kopit, pušk, trdota na bojnem orodju. Na drugi strani mora biti natezna trdnost, to je tista trdnost, ki zdrži nateg, ko nekaj nategujemo, 2000 megapaskalov. Običajni materijali jeklo imajo okrog 800, zlato 150 megapaskalov. Natezna trdnost 2100 megapaskalov, to je natezna trdnost, bi rekla, probojnega metka, ki ubije ob streljanju pravzaprav vsako živo bitje in še marsikaj drugega. Ta natezna trdnost je samo primerljiva z balinističnim materialom, ki lahko zaustavi metek. Na drugi strani je pa tukaj še udarna žilavost, kot ste videli iz same prezentacije, se ti hlodi, potem ko se kotalijo po napravi, pravzaprav gibajo, udarjajo in to je, bom rekla, neka specialna funkcijska lastnost. To je neka mikrostruktura, ki je pravzaprav razvoj našega projekta, razvojni potencial. Da zaključim glede teh nožev. Lupljenje je oteženo pri lesu, kjer je vključena smola. To je pri smrekah, pri borih, pri jelkah, medtem ko je rezanje hlodov na osnovi breze, bukve in topola manj oteženo. Malenkost bom prikazala še ravni sistem, kjer poteka tovrstna izdelava v Evropi edina. To je tako imenovana predgrevna peč, potem so to peči za austenitizacijo, gašenje. Razvijamo nov pristop, sodoben pristop proizvodnje teh nožev. Tu so, bom rekla, prikazani detajli novih kalilnih linij, vpetja teh nožev. In želim vam pokazati največji nož na svetu, ki smo ga razvili. Tu so naši delavci, to so razvojniki, skupaj s Fakulteto za strojništvo v Mariboru
Bosio podjetjem iz Celja in pa CPPE podjetjem prav tako iz Celja pod pokroviteljstvom Evropske unije, kohezijskim skladom za vzhodno regijo, kjer so prepoznali, da je proizvodnja nožev tisti nišni produkt, ki lahko to regijo Koroško, osrednjo, vzhodno potegne naprej in ustvari nova delovna mesta, ne samo za vojaško industrijo, ampak za dobrobit človeštva in, bom rekla, ciljno dobro uporabo lesa za furnir. Jaz se vam zahvaljujem in mislim, da premikamo meje na tem področju. V podjetju Ravne System je bil izdelan najdaljši industrijski nož na svetu.